Rajko Muršič, antropolog, je pred dnevi zapisal: državni aparat prisile in nadzora nad ljudmi vsiljuje začasno odpravljanje državljanskih svoboščin in pravic, obenem pa v imenu gospodarstva onemogoča kakršnokoli kratkoročno zares učinkovite ukrepe, s katerimi bi lahko virus srednjeročno eliminirali. Absurdno je, da se čez dan ljudi trpa skupaj na delovna mesta, po noči pa se jih zaklepa v domača stanovanja, če jih sploh imajo. Seveda bom, spoštovani predsednik, Državni zbor pozval, da opravi širšo razpravo na to temo, zato ker epidemiološka statistika, minister Hojs, je pokazala, da je vlada nesposobna ukrotiti epidemijo in ponuditi rešitve, ki bi bile dejansko dobre za ljudi, ki bi omogočile nek vsaj približno normalen potek življenja in jih ne bi trpala v neko stanje policijske države. Vlada je nesposobna, se opravičujem, da to brško ne boli, namesto da bi reševala krizo, tepe protestnike, tiša kritiko, načrtno tiša kritiko. Danes recimo je do mene prišla slika neke družine, ki sedi na sprehajalni poti, obkrožena s 5 oboroženimi policisti in policijskim psom. To je stanje. Jaz tega v svojih 41 letih še nisem videl. Na obali je bilo to, ja. Jaz v svojih 41 letih tega še nisem videl, pa sem živel v še del svojega življenja v še neki bojda totalitarni državi. Ali pa kaznovanje srednješolcev v Mariboru, zato ker so bili zunaj. To ni normalno. In to ni epidemija, minister, to je policijska država. To je ustrahovanje, to je vzpostavljanje trde roke oblasti. In to so roko na srce mokre sanje nekih fantov, ki se radi igrajo s puškami. Vsi ostali moramo pa to tolerirati. In to ne bo rešilo epidemije, ampak saj v končni fazi epidemija z njenim izrednim stanjem vladi Janeza Janše ustreza. Najbolj vidno je to v iskanju odgovora, kaj se je zgodilo s slovensko policijo, odkar Ministrstvo za notranje zadeve vodi Aleš Hojs. Vse kaže, da bo, in to je dobra novica, Državni zbor oblikoval komisijo, ki bo to komunikacijo med Ministrstvom za notranje zadeve in policijo vzela pod nadzor, preverjala, na kakšen način politika mrcvari policijo, da počne take nesmisle. Jaz torej Državni zbor pozivam, da na to temo opravi širšo razpravo, policistke in policiste, pa tiste, ki jim je ostalo še kaj razuma v tej goni, da se povežejo in zoperstavijo temu, odložijo čelade in pendreke in se postavijo na stran ljudi. Hvala lepa.